Mejniki identitete. Kako smo se Slovenci oblačili skozi zgodovino? Morda bi se morali vprašati, kako so se oblačili naši predniki, saj je beseda Slovenec uradno stara le nekaj stoletij, tja do Trubarja in njegovega zapisa. Pojem slovenski narod pa je nastal veliko pozneje, v času Prešerna, in se utrdil v pomladi narodov sredi 19. stoletja, čeprav so zametki seveda starejši. Na podlagi zapisov in skic vemo, kako so se oblačili kmetje v srednjem veku in pozneje v renesansi in razsvetljenstvu in kako so bili oblečeni meščani in plemstvo. Oblačila med ljudstvom so bila funkcionalna, delovna ter pražnja, ki so jih oblekli za nedeljsko mašo in o praznikih. Zdaj že lahko govorimo o noši, pravzaprav o nošah na Slovenskem, ki so si močno različne, pač kakor je tudi slovenska pokrajina razgibana in raznolika. O narodni noši pa še ne moremo govoriti. Ta se je utrdila šele po pomladi narodov v drugi polovici 19. stoletja, ko so Slovenci, podobno kot sosednji narodi, začeli uporabljati posebne noše, da bi tudi z obleko pokazali svojo narodno identiteto. Toda zaplete se ob vprašanju, kakšna je slovenska narodna noša. Jo sploh imamo? Mnogi takoj pokažejo na živopisano gorenjsko nošo. Pa je res tako? Obiskali smo Tržiški muzej, kjer dela etnolog kustos dr. Bojan Knific, bržkone eden največjih poznavalcev oblačilne dediščine na Slovenskem, saj že dolgo preučuje oblačilno kulturo in narodne noše našega naroda. V bistvu gre za dva področja. Eno je tisto, kar so ljudje oblačali v svojih vsakdanjih dneh, v pražnih priložnostih. Drugo je pa tisto, kar se je razvilo kot kostumiranje, to se pravi kot preoblačanje za določene priložnosti, za določene namene, predvsem za izkazovanje zdaj ali narodne identitete ali pa tudi kakšnih drugih identitet. Ko govorimo o oblačilni kulturi, govorimo tudi o tem, kako so se oblačili plemiči, kako so se meščani, kako so se kmetje, kakšni so bili odnosi med njimi, zakaj so se nekateri oblačili tako, kot so se. Namreč gospodarstvo je vplivalo na oblačenje, politika, okolje in še marsikaj drugega. Tega pri tako imenovanih narodnih nošah ni, oziroma je stvar zelo drugačna. Čeprav razumem, narodne noše so mlajši pojav, kot je oblačilna kultura, ki sega globoko nazaj. Na vsak način, o oblačilni kulturi lahko govorimo na Slovenskem, tam že v srednjem veku, že tam so prvi sicer res skromni podatki, pa potem vse naprej od renesanse, baroka, pa do sodobnosti praktično. Narodne noše so se pa začele razvijati šele v sredini 19. stoletja. Take podstatine, da so se razvile, so bile sicer že prej v tej razsvetljenski miselnosti. Že pravzaprav v 16. stoletju nastajajo podobitve po Evropi kmečkega prebivalstva, ki kaže neko tako že majčkeno stereotipno podobo, kako so se kmetje oblačili. In te stvari se potem prenašajo naprej, ampak v sredini 19. stoletja pa z rojstvom ali pa z nastankom ali pa z večjo to narodno zavestjo se pa začne oblikovati tudi tako imenovana narodna noša. Od leta 1848 lahko govorimo, da so se začele te tako imenovane narodne noše razvijati. Če se vrnemo nazaj, srednji vek, ja. Kako bi po slovenskih pokrajinah, kakšna je bila ta oblačilna kultura? Se je razlikovala? Ja, zdaj o srednjem veku težko govorimo, ker je podatkov res sorazmerno malo. Ampak potem v 17., 18. pa v prvi polovici 19. stoletja pa lahko govorimo o tem, da so se ljudje, kmetje na Slovenskem oblačili različno na različnih prostorih. Ampak ne gre za delitev na pokrajine, kot jih poznamo danes, torej ne govorimo o oblačenju Gorenjcev, Dolenjcev, Štajercev in tako naprej, ampak poznamo 3 oblačilne tipe. Ko govorimo o kmečkem prebivalstvu, glede na prostor.
In ti trije oblačilni tipi so alpski, mediteranski oziroma primorski, pa panonski. In ta alpski tip je zavzemal največ slovenskega območja, torej ne gre samo za to visokogorsko, gre tudi za okoliške pokrajine, osrednja seveda Gorenjska, ampak potem zraven tudi Koroška, severna Primorska, Štajerska, precejšen del Štajerske, Dolenjska, precejšen del Notranjske. To je bil ta alpski tip, ki ima to skupno značilnost, da ženske nosijo krila z životkom, moški pa nosijo podkolenske hlače. Se pravi, ta krojna posebnost zaznamuje ta alpski tip. Na mediteranskem tipu, ki je bil znan v Istri, pa v nekaterih vaseh okoli Trsta, tam se je razvila neka posebnost, ki jo drugje niso poznali, to so bili kamižoti oziroma tunikam podobna oblačila pri ženskah, ki so drugačna od teh kril z modrcem. Moški so bili tudi na tem območju podobno oblečeni kot na alpskem, ampak pri ženskah je pa to ključna razlika. Se pravi, to so bila taka netelirana, široko krojena oblačila, ki so jih nosili tam iz Stranke pa v okolici Trsta, tam do sredine 19. stoletja. Panonski tip je pa zaznamovala ta bela podoba, čeprav je spet krojna posebnost. Namreč tam so pa moški nosili dolge hlače, krojene iz ravnih kosov blaga, bregeše so jim rekli, tudi druga imena še poznajo. Nosili so tudi suknene dolge hlače in se potem razlikujejo od tega alpskega območja, ženske pa večinoma krila na pas. In to so ti trije osnovni tipi, ki jim na Slovenskem sledimo do sredine 19. stoletja. Znotraj teh so seveda obstajale številne različice v pokrivalih, v dodatkih, v marsičem drugem, ampak težko govorimo, da so se Gorenjci oblačili drugače kot Dolenjci. V osnovi je podoba enaka. Oblačenje Gorenjcev se od Dolenjcev ni bistveno razlikovalo, ne od Korošcev, ne od Štajercev. So kakšne posebnosti, seveda, ki jih najdemo, ampak to najdemo ne samo pri oblačenju, tudi pri vseh drugih prvinah kulture. Kmečka vsakdanja noša se je venomer razlikovala od pražnje, zakmašne kmečke noše. Ljudje so skrbno izbirali svoje oblačila, kolikor so imeli možnost, da so jih izbirali, ampak vsakdanja in pražna podoba sta se razlikovali. Za praznike so se oblekli v oblačila, ki so tudi v kmečkem okolju so imela ta prestižen pomen. Pri vsakdanjih oblačilih je bila pa bistvena funkcija, torej, da je oblačilo varovalo človeka pred zunanjimi vplivi, pa seveda, da mu je tudi omogočalo, da je delal. Ker mnoge stvari so v kmečko oblačenje prešle iz meščanskega pa iz plemiškega oblačilnega videza. In te stvari so bile velikrat, kako bi človek rekel temu, nefunkcionalne, neuporabne za kmeta, ja. Ampak so bile pa uporabne in funkcionalne za izkazovanje prestiža, ker seveda tisto, kar je bilo lepo, tisto, kar je bilo prejeto od nekoga boljšega, višjega, kot so plemiče pa meščane dojemali, seveda to je bilo tisto, s čemur se je tudi kmet rad pokazal. Okras je pa predvsem prestižnost. Za pražne dni so se kmetje velikrat oblekli precej več, kot bi bilo treba zaradi vremena. Naprimer, naradi so pokazali tudi spomlad, ker ni bilo treba kožuhov nositi, da imajo kožuh. Sukniče, pokrivala razna, več pokrival hkrati. Torej, za pražne dni so izkazovali tisto, kar imajo, in so pokazali veliko tisto, kar v skrinjah so imeli. Torej, tisti kmet, ki je bil premožen, tisti je lahko si privoščil več in je pokazal več stvari. Do sredine 19. stoletja so kmetje, če so zdaj pri kmečkem prebivalstvu, oblačili predvsem stvari, ki so bile izdelane v domačem okolju. To ne pomeni, da so kmetje sami šivali obleko, ki so jo nosili. Šivilje, krojači so bili, ki so se s tem ukvarjali obrtno, tako kot so bile razvite druge obrti. So pa uporabljali predvsem stvari, ki so jih lahko dobili v svojem, se pravi v kmečkem okolju. Dodatki so bili velikrat prestižni, bila je tudi svila, ki prihajala z tujega okolja.
Osnova je pa vendarle bila narejena v kmečkem okolju in zato v oblačenju kmečkega prebivalstva srečujemo največ lanenega platna, volnenega blaga, polvolnenega blaga. To je bilo tisto, kar je bilo ljudem dostopno in iz česar so lahko oblačila imeli izdelana. So pa seveda različna oblačila bila iz različnih materialov izdelana in tako pri obuvalih prevladuje usnje, ne prestižno usnje, tako kot v plemiškem in meščanskem okolju, ampak preprosto strojeno usnje, iz tega so bili izdelani čevlji, škornji. Bolj preprosta obuvala pa velikrat iz lesa. Poznamo cokle, ki so jih ljudje nosili za vsakdanje dni, ker usnje je na nek način že predstavljal prestiž vseeno. Les je pa v kmečkem okolju bil in cokle izdelati je bila precej manjša, če rečem temu tako, znanost, kot pa izdelati en čevelj ali pa en škorenj. Pa pri pokrivalih se kažejo bistvene razlike, zlasti pri ženskih pokrivalih. Tako med temi oblačilnimi območji, o katerih sva govorila, kot tudi znotraj posameznega oblačilnega območja. Poznamo zdaj najbolj avbo mogoče kot eno tako pokrivalo, ki je dobilo en identitetni, simbolni pomen z razvojem pozneje te tako imenovane narodne noše. Ampak avbe so na Slovenskem nosili pravzaprav povsod, ženske povsod na Slovenskem, ne samo na Gorenjskem. Ampak te avbe so bile zelo različne oblike, so imele tudi različna imena. Poznamo, najbolj prepoznavna danes je ta avba z vrhom, zlato vezena ali pa drugače izdelana, ampak nekdaj so Belokranjke nosile tudi številne različice avb, ki so jim rekli javbe, jalbe, pocli so bili znani v Prekmurju, tudi v Beli krajini, pa še številne različice. Dekleta, torej neporočena, so pa veliko nosile šaple. To je bil pa nek dekliški okras, namreč poznamo rek, da je prišla pod avbo. To pomeni, da se je poročila. In ta rek se je razvil iz tega, ker je tam do sredine 19. stoletja veljalo, da ko se ženska poroči, je konec njenega življenja brez pokrivala. Danes mogoče si to lažje predstavljamo, če pogledamo muslimanski svet, ki so tudi ženske pokrite, pozabljamo pa, da so razmere podobne pravzaprav bile pri nas. Ženska, ki se je poročila, je začela nositi avbo in potem še čez avbo lahko druga pokrivala, peče predvsem so bile pogoste. Peče, ja. V čem je razlika med pečo pravzaprav in avbo? V obliki je razlika, ne? Torej avba ima obliko, ki je končna, ki je trdna, peča pa dobi svojo obliko šele, ko je položena na glavo. Torej, avba je trdo pokrivalo, peča je pa pravzaprav velika ruta, izdelana iz bombažnega ali pa lanenega blaga. Velika pa kar precej, ne? Največje te peče so bile velike tudi 150 v kvadrat. No, ki so jih potem zvili na en način, ne? Na zelo različne načine, ne? Lahko so jih samo polagali, torej da je bila peča položena v trikot, recimo v 18. in 19. stoletju preganjena v trikot, pa položena na glavo, lahko so jih pa potem tudi zavijali pod brado, pa potem zavezovali na zatilju, na vrhu glave in še na mnoge druge načine. Je pa mogoče ključno še to povedati, da peča praviloma ni bila samostojno pokrivalo, ampak je bila nadpokrivalo. Pod pečam so nosile te avbice, razne, ki sem jih omenjal. Kdaj se pa pojavi ruta, oziroma kaj ruta pravzaprav je? Rute, kot jih poznamo danes, pridejo v modo in v oblačenje po sredini 19. stoletja. Takrat se namreč srednjeevropska oblačilna moda zelo hitro prehaja tudi na slovensko območje, prek mehčanov tudi do kmetov. Takrat se spremeni ta način oblačenja zelo korenito in v sorazmerno kratkem času. Takrat je bila razvita tudi strojna izdelava in te pisane rute so bile Slovenkam, ne samo Slovenkam, tudi drugim, zelo priljubljene, zelo so jim bile všeč, ker so bile drugačne od peč, ki so bile prej vedno bele. Razlike v oblačenju med kmetstvom, meščanstvom in plemstvom so poleg materialov in krojev imele še vrsto drugih posebnosti. Ena ključna stvar je, da so si meščani in plemiči lahko privoščili bistveno več, kot so si privoščili kmetje.
Če pri kmetih velja, da so svojo obleko delili v glavnem na vsakdanjo in pražno, so meščani in plemiči delili svojo to garderobo, ki so jo imeli, lahko že za zelo različne priložnosti. Za ples, za sprehod, seveda tudi za praznike. In bistvena razlika je, da so imeli drugačne kroje, da so bile lahko stvari bistveno bolj zahtevne za izdelavo, da osnovna funkcija plemiških in meščanskih oblačil ni bila v tem, da bi človek lahko se gibal, ampak predvsem, da je kazal svoj položaj, svoj status. Zato so imeli tudi oblačilne rede, tam pravzaprav še 17. stoletje, čeprav takrat že bledijo zelo močno. Oblačilni redi, to so bili, danes bi rekli, zakoni, so narekovali in določali, kaj lahko kdo nosi. In so določali marsikaj, tudi katera barva je za koga primerna ali pa dovoljena, kakšna kakovost volnenega blaga je za koga primerna in za koga ne. Tudi znotraj plemiškega stanu, kaj ima lahko baron, kaj ima lahko grof. Stvari so bile dokaj natančno določene, čeprav seveda ljudje smo nagnjeni k temu, da ta pravila kršimo. V bistvu v tem se zelo lepo kažejo te želje, kako naj se stanovi ali pa pripadniki posameznih stanov tudi v oblačenju ločijo drug do drugega. Če od oblačilne kulture na naših tleh preidemo na specifično področje narodnih noš, se moramo vprašati, kdaj nastanejo. In kaj je spodbodlo njihov nastanek? Če tako zelo preprosto povem, v sredini 19. stoletja se med meščani, med slovensko zavednimi meščani, intelektualci, izobraženci, razvija ideja, ki je bila sorodna tudi drugod po Evropi, da se lahko z obleko pokaže, kateri etniji, narodu, kdo pripada. In slovenski meščani so v oblačenju kmečkega prebivalstva prve polovice 19. stoletja videli stvari, ki bi jih bilo mogoče predstaviti kot slovenske, in so oblikovali neke vrste preobleko za te posebne priložnosti. Sprva predvsem za čitalnice. Torej, v čitalnicah so se predstavljale predvsem gospe, bolj kot gospodje, oblečeni na nek način po slovensko, kot so takrat temu rekli, oziroma po kranjsko. In to je ta začetek razvoja tako imenovane narodne noše oziroma pripadnostnega kostumiranja. Jaz rajš ta izraz uporabljam, ker ključno pri tej preobleki je, da izkazuje to pripadnost določenemu prostoru, predvsem pa pripadnost narodu, lahko tudi pokrajini in še komu drugemu. In takrat se to začne razvijati. Potem pa s taborskim gibanjem, tam v 70. letih 19. stoletja, to preide tudi med kmečko prebivalstvo. Namreč intelektualci, Levstik, pa še mnogi drugi so na taborih spodbujali kmete, da ponovno vzamejo stvari, ki jih imajo v skrinjah, se pravi te stare stvari, in da se pokažejo kot Slovenci na ta način. In ta ideja se je potem seveda razvijala tudi potem ob pomembnih takih političnih dogodkih, bi lahko rekli. Ne takrat, ko je kakšen z Dunaja prišel k nam na Slovensko, se je bilo dobro predstaviti v eni obleki, ki nas kaže kot Slovence. Je pa logična ta izbira meščanov in teh intelektualcev, da so vzeli obleko kmečkega prebivalstva, zato ker je kmečko prebivalstvo veljalo takrat za najbolj slovensko. In je ta kmečka podoba v preoblikovani obliki prišla med meščane, pa potem nazaj spet med kmete, že preoblikovana. 3 barve, ne? Bela, rdeča, modra. Ne bi rekel, da so konkretno povezane s tako imenovano narodno nošo, razen okolikor so jih uporabljali v trobojnicah, ki so jih ob teh slovesnih dogodkih pripenjali oziroma privezovali k sklepancem, ki so jih ženske nosile. Sicer pa jaz ne bi rekel, da je zelo izrazito poudarjena ta trobojnica ali pa te 3 barve v tako imenovanih narodnih nošah. Bile so raznih barv, predvsem se je treba zavedati, da se pravi meščani, ki so prevzeli ali pa povzeli to kmečko obleko, so jo tudi bistveno spremenili. Vi si predstavljate, da kmet v
prvi polovici 19. stoletja je nosil obleko, ki je bila izdelana iz precej grobih tkanin. Meščani so pa te stvari prikrojili, seveda svojemu družbenemu statusu, družbenemu okolju. In te stvari so se potem seveda spremenile, preoblikovale in na ta način se je razvijala tako imenovana narodna noša. Dobivala je nove in nove podobe in nikdar dokončne podobe, še dan se razvija. Ja, materiali so bili potem takem ne samo iz istega boljši, pač pa tudi drugačni, ne? Na vsak način, s tem, ko se je stvar prestavila v preoblikovani podobi v meščansko okolje, je dobila tudi nove materiale. Takrat svila začne prevladovati, recimo svilene obleke so postale potem v okviru tega pripadnostnega kostumiranja status. Svilena obleka je mogla biti ne volnena, kakršno so recimo kmetje prej nosili, ali pa polvolnena. Svilene rute se močno uveljavijo, dodatki nekateri postanejo obvezni v tej tako imenovani narodni noši, ki prej v kmečkem oblačenju niso bili obvezni. Avbe z zlato vezenino, prestižno izdelane, to seveda ne moremo si predstavljati, da bi kmetje ali pa kmetice nosile take prestižne kose v prvi polovici 19. stoletja, ali pa izjemno redke. A je mogoče povezati svilo, ki se množične uporablja v drugi polovici 19. stoletja, s tem, da smo imeli na Goriškem svilogojstvo in tako rekoč sami v Habsburški monarhiji pridelali svojo svilo? Nekaj tega je bilo, to se najbolj odraža tudi v oblačenju ljudi v tistem okolju, na Vipavskem, na Goriškem, kjer je bila svila mogoče bolj pogosta tudi že v siceršnjem oblačenju, se pravi ne samo v tako imenovanih narodnih nošah. Ampak materiali so takrat prihajali od vse povsod. V meščanskem okolju so imeli dostop do dunajske mode, do stvari, ki so jih na Dunaju prodajali, pošiljali, so jih imeli ljubljanski trgovci. Trgovska mreža je bila izjemno razpredena, to si mogoče težko predstavljamo. Katalogi so prihajali in po teh katalogih je bilo mogoče stvari naročiti. In v tem pogledu materialnem se ljudje niso navezovali več na svoje lokalno okolje. Povzeli so ključne te prvine oblačilne, se pravi oblike, materiali so bili pa velikokrat posodobljeni in se posodobljajo ves čas. Kaj je pravzaprav slovenska narodna noša? Ljudje zelo radi iščemo razlike med oblačenjem ljudi v posameznih pokrajinah. Ne zato govorimo tudi o Gorencih, o Dolencih, ki so se oblačili tako ali drugače. Ampak mogoče je smiselno pogledati, zakaj se ta tako imenovana gorenjska narodna noša preoblikuje ali pa dobi pomen vse slovenske. Zdaj, če pogledamo preteklost, Gorenci se niso oblačili dosti drugače kot Štajerci, Korošci ali pa kakšni drugi Slovenci. Predvsem je zanimivo, da so se oblačili najbolj podoben temu srednjeevropskemu prostoru, se pravi nemškemu okolju, od katerega so se s tako imenovano narodno nošo želeli Slovenci ločiti. Bistveno drugače so se oblačili recimo Belokranjci ali pa Istrani, ampak njihova podoba ni bila prevzeta kot tak slovenski identitetni simbol, ampak prav ta podoba gorenjska je dobila to osnovo. Ključen razlog je pa v tem, da so Gorenci tvorili na nek način jedro slovenstva v tem obdobju, ko se je tako imenovana narodna noša razvijala. Tam je bil Prešeren v Vrbi, pisal je o Triglavu, Bohinju, o Bledu in ta krajina, ta del Slovenije tvori simboliko, ne samo pokrajinsko, ampak tudi oblačilna dediščina z tega prostora je bila vzeta za osnovo oblikovanja te tako imenovane narodne noše. Zato ta gorenjska podoba potem s časoma prevlada že v 19. stoletju kot nek znak vseslovenskega. Torej ne samo gorenjskega, ampak tudi vseslovenskega in se širi tudi na druga območja potem v 20. stoletju. In še danes večina ljudi, vsaj po mojih občutkih ali pa to, kar se z ljudmi pogovarjam,
ima za najbolj tak slovenski simbol prav to gorenjsko podobo. Je res, da sicer v okolici Trsta so se razvijale druge različice in Tržačani in okoličani so zelo navezani na to svojo oblačilno dediščino, ki so jo izjemno lepo razvili tudi v 20. stoletju. Prekmurci se mogoče majčkeno težje istovetijo s to gorenjsko podobo, ampak tudi tja je skoraj zašla in jo tudi kdaj tam najdemo, čeprav so tudi ponosni na te svoje stvari, ki jih imajo. Belokranjci so pa tudi prevzeli zlasti v mestih, se pravi Črnomelj, Metlika, mnoge prvine, ki so bile na Gorenjskem ali pa na tem alpskem območju poznane. V tem že pred Prvo svetovno vojno, pa potem med obema svetovnima vojnama se razvija ena ideja o dečvi, tako so to imenovali, takrat slovenska dečva. Namreč moda, to je bila oblačilna moda, ki bi bila sodobna, v sebi naj bi pa združevala prvine preteklosti. In zlasti med ženskami se to razvija in take podobe srečujemo tudi v Črnomlju, pa tudi v Metliki, ki pa izhajajo velikrat iz tega alpskega oblačilnega območja. Torej, ta narodna moda, ki je potem po drugi svetovni vojni skoraj izginila, mečkan je še ostala v kakšnih dindeljnih tukaj in tam, ampak je bila na nek način v tej socialistični Jugoslaviji zaničevana, pa problematična zaradi tega, ker je bila preveč podobna avstrijski ali pa nemški kulturi. Zato se je ta stvar na Slovenskem potem zaključila, to, kar Avstrijci danes zelo dobro poznajo, tudi Bavarci, ki hodijo ob nedeljah, pa tudi ob drugih priložnostih v teh dindeljnih trahten mode, to oni imenujejo. Ta stvar je pri nas imela tudi svoje osnove, se je razvijala, ampak po drugi svetovni vojni je bila končana. V nekem smislu zlato obdobje narodnih noš je bilo od sredine 19. stoletja pa do konca druge svetovne vojne. Je res to? Mogoče skoraj najbolj zlato obdobje bi rekel, da je bilo tam pred Prvo svetovno vojno. En pomemben dogodek je bil leta 1908. Cesar Franc Jožef je takrat praznoval 60. obletnico vladanja in takrat je bila na Dunaju ena velika slovesnost. Namreč povabil je, njegova služba pravzaprav je povabila na Dunaj, da pridejo podaniki, kot so takrat rekli, iz vseh dežel, ki sodijo v to avstro-ogrsko monarhijo. In na Slovenskem je bila takrat sprožena ena velika akcija, umetniki so sodelovali v njej, raziskovalci, in so več 100 ljudi poslali na Dunaj, da predstavljajo to svojo domačo okolje. In takrat se začnejo razvijati te lokalne različice narodnih noš, kot jih poznamo. Belokranjci so v velikih skupinah šli, Semičani posebej, iz Poljanske doline posebej in Zeleni Jurij se je tam predstavljal, Gorenjcev je šlo veliko. In ta akcija je trajala kar precej časa, imela je tak kulturni naboj, tudi umetniški naboj. Mnoge fotografije so se ohranile in z tega sprevoda in s priprav na ta sprevod. Tako da v tistem obdobju, torej pred Prvo svetovno vojno, lahko iščemo številne različice, ki so zelo zanimive tudi še za današnji čas, pa za današnje te poustvarjalne namene, ki se ljudje ukvarjajo s tem, ki želijo predstavljati to oblačilno dediščino. Na sodoben način seveda, ampak zgledi so zmeraj v preteklosti. Enotnost v različnosti, ne? Enotnost v različnosti, tako kot vsaka stvar, ki je usmerjena na nek način, prinese. Oblačenje tudi sicer se razvija v tem pogledu, človek hoče biti drugačen od drugih, pa vendar ne preveč drugačen, pa vendar podoben drugima, ne? Torej, v vseh obdobjih je bilo tako in v vseh družbenih slojih je to veljalo. Te stvari ključne stvari pri oblačenju se tudi niso spremenile, ne? Jedro ostaja, čeprav potem rezultati tega so zelo različni, pa oblike se menjajo, ampak ta ključna filozofija oblačenja pa ostaja pravzaprav stoletja in stoletja. Pa še nekaj me zanima, če greva v same podrobnosti, ne? Slišim, da prava gorenjska noša je pravzaprav blejska. Drugi trdijo, da prava gorenjska noša je iz Kamnika, tretji govorijo, da je iz Zgornjih gori in tako naprej.
Ja, dileme v tem so stare in so večne in bojo tudi večne ostale. Ne samo to, da je na Gorenjskem več teh središč, kjer se je bolj intenzivno razvijala ta oblačilna dediščina ali pa odnos do te oblačilne dediščine. Tudi v Trstu je bilo recimo podobno. Poznamo časopisne članke z konca 19. stoletja, kjer se dve bralki in pisalki v Slovenki med seboj prerekata, kaj bi bilo prav in kaj je slovensko, kaj ni slovensko, kako bi mogli biti, kako bi se s tem ukvarjali. In na Gorenjskem so podobne stvari. Je pa res pravzaprav, da ta blejski konc je intenzivno razvijal ta odnos do oblačilne dediščine, tudi tako imenovano narodno nošo. Je pa zdaj nemogoče govoriti o točnem kraju in o točnih osnovah. Če bi mi imeli na državni ravni nek konsens o tem, kakšna bi konkretno slovenska narodna noša bila, če bi bilo to zapisano, da ne rečem uzakonjeno, tako kot za zastavo vemo, kakšna je, taka je in nič drugačna, potem bi bilo mogoče lažje o tem govoriti, ampak tega ni in s tem nimamo težave samo Slovenci, ampak pravzaprav vsi. So pa ideje pa vedno prisotne in zmeraj znova pridejo na dan. Mogoče se spomnite pred časom pogovorov na družabnih obmrežjih v zvezi z veleposlanikom, pa veleposlaniki, ki so se oblekali v tako imenovano narodno nošo. Nekakšen val kritik ali pa razmišljanj se je vsul takrat. Težko je, v bistvu je res težko govoriti, dokler niso postavljeni neki temelji. Če mogoče samo za trenutek grem na drugo področje, pri kulinariki, bi tudi težko rekli, katera pa je tista slovenska jed, ki je najbolj slovenska. Tako je pri oblačenju, zdaj, katera oblačilna podoba je pa tista, ki je najbolj slovenska. Seveda se razvijajo neke stvari, ki dobijo ta pomen, ampak to je drugoten razvoj, ne? Primarno tega ni. To šele nastane, če je simbolika bolj jasno dorečena, če se razvija potem med ljudmi, potem to imamo in to postane. V tem zlatem obdobju, v teh 100 let, kot sva rekla prej, ne, ali se ta moda spreminja, dopolnjuje, dograjuje ali je ves čas enaka? Če govoriva o modi, se pravi o oblačilni modi, seveda se korenito spreminja. Če pa govoriva o tako imenovani narodni noši, so pa tudi spremembe kar precejšnje. Če je bilo v 19. stoletju še veliko tega, da so ljudje res nosili stara oblačila, se pravi tiste, ki so najdali v skrin. Potem konec 19. stoletja, zlasti po 20. stoletju, vedno pogosteje izdelujejo nove. In seveda, ko so nove izdelovali, niso bili več enaki starim. Drugi materiali so bili na trgu, drugi materiali so bili všečni in seveda se je stvar spreminjala. Dolžina kril, recimo do Prve svetovne vojne, tudi sicer v oblačenju, ne samo tako imenovanih narodnih nošah, je segala skoraj do tal, ne, ali pa vsaj do gležnjev. Po Prvi svetovni vojni se pa krila skrajšajo in se tudi pa nogavičke in se tudi v narodnih nošah ta krila skrajšajo. Potem je pa še ena druga stvar pomembna, namreč tudi, če gre za staro oblačilo, je zelo verjetno, da tistemu novemu nosilcu ne bo več tako prav, kot je bilo tistemu, kot jo je nosil. Primarno ljudje so z leti večji, noge so daljše, glave so tudi večje, krilo, ki je mogoče v 19. stoletju segalo ženski do gležnjev, je potem v 20. stoletju segalo še do srede meč. Pa na različne načine so te stvari potem tudi oblačili. Dodajali so razne trakove, da je bila stvar bolj prestižna, bolj lepa, pa bolj v skladu s temi predstavami, kaj naj bi bilo. Kombinacije so se spremenjale. Mnogo se je spremenil, zlasti pa potem seveda po drugi svetovni vojni, ki se začne razvijati tudi narodno zabavna glasba z njo in poseben fenomen tega pripadnostnega kostumiranja, oblačenja tako imenovanih narodnih noš s folklornimi skupinami, ki so imele tudi na svoje zahteve, pričakovanja v zvezi s poustvarjanjem tega plesnega izročila, tako da
Mnoge različice je ta podoba dobila tekom svojega razvoja. V drugi polovici 20. stoletja s pojavom Avsenika se začne ta narodna noša, tako imenovana gorenjska, spet povzdigovati v nekem smislu. Na nek način se začne na novo prebujati in v novo funkcijo dobi. Zanimivo je, da ansambel bratov Avsenik, ki je nastal 53. leta, je za svojo odrsko podobo prevzel to tako imenovano narodno nošo, zelo kmalu. In drugi narodno-zabavni ansambli, ki so posnemali Avsenika, potem v poznejših letih so skupaj s tem glasbenim posnemanjem prevzeli tudi njihovo podobo. Če tudi niso bili na Gorenjskem, če tudi so izhajali iz drugega okolja, ampak ta podoba je postala en simbol tudi glasbe. Narodno-zabavni ansambel ni bilo treba slišati, da si ga lahko prepoznal kot narodno-zabavni ansambel, tudi seveda po glasbenem sestavu lahko, predvsem pa po oblekah, po sliki sami. Ja. Jasno je oziroma precej razumljivo, zakaj se je Avsenik odločil za to oblačilno podobo. Izhajal je iz Gorenjske, z Begunj, torej širša okolica tega blejskega konca. Te stvari so bile na Gorenjskem, so se našle še pri ljudeh doma, potem so se izdelovale na nov, kot sva se že pogovarjala, in nošenje te obleke, te preobleke, tudi v tujih okoljih je dobilo dober odziv in pomen te preobleke je bil še toliko večji. Čeprav socialistična družba tam po drugi svetovni vojni je zelo, kako bi rekel, se mačehovsko obnašala do oblačilne dediščine. Ključna stvar v tem socialističnem razvoju je bil delavski razred. In delavski razred s tem v bistvu ni bil neposredno povezan. V bistvu sta bile dve stvari problematični. Že prva, da je to nekaj, kar so v kmečko okolje. Kmetje v socializmu niso tisti, ki so nosilci razvoja. Druga, še hujša stvar, pa da se je to razvilo v meščanskem okolju, ki se je pa sploh treba temu odreči. In po drugi svetovni vojni ta tako imenovana narodna noša ni bila zaželena. Pogosto so jo povezovali z nekim nazadnjaštvom, s cerkvijo, cerkvenimi prazniki, čeprav se med obima svetovnima vojnama pojavlja tudi na drugih dogodkih, ne samo tistimi, ki so bili s cerkvijo povezani, recimo na gasilskih veselicah, pa na orlovskih, ti so bili cerkveni, ampak sokolskih prireditvah tudi in ob drugih priložnostih, ampak vseeno, to kmetsko pa meščanstvo je bilo tisto, ki ni bilo zaželeno in s tem se ta socialistična družba ni želela ukvarjati in mnogi tam po drugi svetovni vojni so z obžalovanjem spremljali, kako se je v bistvu ta stvar razvrednotila, ki je imela pred drugo svetovno vojno velik pomen za družbo. Pa ne samo to, narodna noša ni imela samo te funkcije predstavljanja slovenstva, ampak tudi dajanja enega takega slovesnega pridiha določenim dogodkom. To, kar se potem začne zelo prebujati po slovenski osamosvojitvi, ko odpirajo ceste, pa so tam zraven ljudje, ki so v narodnih nošah, pa z razvojem prireditve v Kamniku, dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, ki sicer ima zgodnejše korenine, ampak vendarle potem en svoj razcvet doživlja po letu 90, po osamosvojitvi. Potem smo se odpravili poiskat šivilje, ki še izdelujejo narodne noše. Teh resnično ni veliko, saj je delo težko, zamudno in natančno. V Lazah pri Borovnici ima veselje in tudi potrpljenje pri izdelavi narodnih noš šivilja Tončka Trček. Začetek je bil tak, da sem hotela imeti narodno nošo in sem se lotila sama. Čeprav ste skrojili vse sami vse? Ja, vse sama, ampak pač to ni bilo to, kar bi moglo biti pravilno, ne. Sem pol še raziskovala naprej, sem šla na ta seminar in od takrat naprej nekako to delam, ne. V katerem seminarju to govorite?
To je bil pa seminar o peči, če se ne motim, v Črnomlju, to je že dolgo nazaj, no. Drugače pa prav to, da sem se odločila, zakaj jih delam, je pa v spominu mojega očeta. Kakšna narodna noša je to? Ker vemo, da pač narodna noša ni ena sama, čeprav marsikdo tega ne ve. Ja, to je v bistvu slovenska narodna noša, pravimo in tudi gorenjska, ker v bistvu je to nekako kamenška, a ne. Sestavljeno pa je iz več delov. Zdaj v spodi ima rejavc, potem je untara, ta je široko krilo, potem iz obleka iz životkom, rokavci, ruta, sklepanc, nogavice pletene ročno, čevlji, potem še avba, broška, mašnica recimo. Kar komplicirano sestavljeno, če tako vzamemo. Ja, ženska je kar moška, ni tako komplicirana. Ima manj delov, so spodnje hlače, potem so škornji, irharce, srajca, telovnik, klobuk. Pa se neha. Ampak točka, gledajte, kakšna je ljubljanska, glede na to? Ljubljanska je bila pa črna noša. Ta je bila pa po celi Sloveniji. Podobno kot na Primorskem, ne? Ja, nekaj tasga. V bistvu se je razširila po celi Sloveniji. Črna noša v bistvu ni bila samo črna, no, bile so tudi temnejše barve, šna temno modra, temno rjava, ne, take bolj temnejše so bile. Značilno za črno nošo je pa peča. To je tole. Se pravi, ni kot avba, ampak je... Ni, peča je pa prvo pokrivalo pri nas na Slovenskem bilo in se je v bistvu skozi uveljavljala, no, naprej. Peča se zaveže, na tilniku prekriža in potem se zaveže gor. Zdaj črna noša ima značilnega petelinčka, vezavo na petelinčka. Drugače pa peče se lahko nosijo tudi po teh slovenskih nošah, gorenjski, a ne. Potem ima vezavo na rožico. Se pravi, pri gorenjski noši, ki jo tam ne vidimo na sliki, ne, dejansko ni nujno, da je samo avba, je lahko tudi peča. Ne, lahko je tudi peča ali zavijača, no. In vi delate tudi te noše? Tudi, ja. Tudi meščanski. Ampak največje povpraševanje je po gorenjskih tehle, ko so prepoznavne za Slovenijo. Ampak danes je to vaš kruh? Zaslužka ni, ne, z nošem se ne da preživeti. Če bi hotel preživeti z nošem, bi mogel narediti 100% najmanj 2 noši, 2 kompleta na mesec, če bi se hotel preživeti. To pomeni, da so drage, ne? Ja, odvisno, čisto od materialov, pa kako je delana. Ali so ročne gube, ali so strojne gube. Se res, včasih dejansko so bili to vsi naravni materiali. Izvorna noša ima katere materiale? Bombaž, svila. Danes so tudi bombaž, še poliester, obleke so s poliestra. Zdaj, če bi šli na svilo, bi bilo to preveč drago, se kar dosti pozna. Kako je z moškimi hlačami pri noši? Običajno so bile irhaste, ne? Ja, tudi irharce so, ja. So še vedno. Jaz jih sicer ne delam, za mene dela nek drug gospod, ker se ga ne morem sama. Pa tudi s usnjem imam jaz bolj malo izkušenj. Tako da je kar veliko dela z njimi. V Škofljici pa smo obiskali čevljarskega mojstra Primoža Štajnarja, ki za narodne noše izdeluje čevlje in predvsem škornje, pa tudi irhaste hlače in vse drugo, kar je usnjenega. Zdaj, s čevljarstvom se že ukvarjam od majhnega. Moj star ata je bil čevljar, zato sem se navdušil, tako da bo letos 40 let, kar sem prve čevlje sam popravil. Sem bil še zelo majhen. Pa sem pač naredil šolo. Najprej sem šel na usnarsko galanterijo, potem je pa tako naključje nanesel, da sem šel še na obutveno, da sem tisti cilj dosegel, ki sem ga hotel imeti. Vmes sem spoznal veliko obrtnikov, ki se s tem ukvarjali. Oni so me v bistvu največ naučili. Zdaj, teli mojstri so zelo bili tako odprti, pokazali celo delavnico, kako se dela. No, ampak Primož, gledajte, čevljarjev, taki, ki še znajo delati čevlje, na obrtniški način je pravzaprav danes zelo malo več. Ja, zelo malo. Zdaj, neki se poznamo v glavnem med sabo, tako da bi nekje ocenil med 15 in 20, da ročno izdelujejo obutev, da jo zmodelirajo, zrežejo, zašijajo in potem navlečejo do končnega
uporabnika. Tako kot nekoč. Ja. In kaj je tisto, ko vas je pripeljalo do tega, da delate škornje za narodne noše? Zdaj, kako da sem se tudi za narodne noše, tudi sama narodno zabavna glasba in ta ljudska izročila, to mi je zelo všeč, me zanima in mi je tudi več veselje te stvari delati. Ne. Zato sem tudi prišel do tega, da sem škornje za narodno nošo predvsem, pa tudi cele narodne noše lahko naredim. Ne da bi zdaj tako neki, ampak če znaš čevlje narediti, moraš ene spretnosti imeti, tako da ostale stvari pol lažji. Ne. Tako, če imaš en znanje, da en čevelj narediš od začetka do konca, je ostale zadeve lažji. No. Če vas prav razumem, čevlji oziroma škornji so najtežji, hlača so malenkost. Ja, zdaj, če vsi čevlje nosimo, ne, tudi vemo, kako na nogo pašejo, je zelo majhno odstopanje od prevelikih do premajhnih. Ne. Ker recimo pri hlačah pa pri ostalih oblačilih imamo več tolerance. Ne. Tudi pri uporabi, ne. Nas manj moti. Ne. Dobro, kako naredite škornje za narodno nošo? Zdaj, večinoma se dela kot kostum za enega nastopajočega za ansamble. Velika večina teh izdelkov je za ta namen, ker za sami narodni noši so škornji manj okrašeni, je bolj poenostavljen. Ne. Tako, kot so bili včasih pri narodni noši, eno nedeljsko oblačilo, enega okolja, pa enega statusa nekoga, ki jih je imel. Ne. Danes se je to spremenilo glede na ansamble, ne. Ker pač narodno zabavna glasba, kar je čisto komercialna smer. In zdaj tukaj, kako nastanejo tej škornji, nekje en osnoven model oblike kopita, pa podplatov, pa tudi samega tega zgornjega dela se dosti ne spreminja. Kar se spreminja, se vzorci na tem zgornjem delu, ki je okrašen škorenj. In če prav razumem, recimo za folklorne skupine delate izvorno, za ansamble pa tako, kot tudi oni nekaj hočejo. Ne? Ja, probam se prilagoditi stranki. Ne. Je zdaj težko nekaj pač povem, ker sem slišal od teh strokovnjakov, ki so to raziskovali, kot je recimo Bojan Knific. Zdaj stranko pa težko nekaj prepričaš, če hoče nekaj imeti. Ne. Tako da, kakor ima stranka željo, se probam čim bolj prilagoditi. Se pravi, če hoče izvornega, se tako naredi, če pa hoče razne okraske pa te stvari, kar niso toliko izvorne kot pri narodni noši, ne, že bolj kot ansambelska zadeva, pa pač tudi tako naredim. Ne. Bliže resnici so potem takem folklorne skupine. Jaz mislim, da je tukaj, po mojem mnenju, nisem pač strokovnjak iz tega raziskovanja, da je tukaj zelo nedorečen zaradi tega, ker samo krasilna umetnost pa krasilstvo, ne, že pač v zgodovini je bilo zelo različen. In tudi je bilo tudi od sposobnosti nekoga, ki je to delal, pa koliko se je časa vzel, že to je vplivalo na okrašenost. Tako da zdaj čisto reči, kaj je kdaj bilo, pa kaj ni bilo, je zelo težko. Ja. Kaj pa tako imenovana meščanska noša? Ja, kot sem že prej rekel, ne, vsako okolje, ne, je imel neko določeno modo v enem obdobju. Ne. Tudi obutve so s tem naven pokazali tudi svojo razgledanost, pa svoj status. Ne. Zdaj, koliko so si lahko privoščili. Ne. Zdaj, jaz mislim, da v nedeljo, ko so šli hmaš ali pa za kakšen tak praznik, tudi niso bili vsi poštirkani, ker si vsi tega niso mogli privoščiti. Ne. Čevljarski mojster Primož Štajnar obžaluje, da imamo v Sloveniji tako malo posluha za ohranjanje narodnih noš vseh oblik in pokrajin. Zdaj recimo, zakaj se je to ustavilo, če gledamo recimo v Avstrijo, pa v Nemčijo, pa pač kamorkoli. No, bolj ta zahodni del je ta stvar živela naprej. Ne. Nas je v bistvu ena globalizacija požrla v tem smislu, da ta noša ni šla naprej, da bi se razvijala, da bi to še zmeraj uporabljali ob nedeljah. Ne. Nas je v bistvu bolj kot globalna globalizacija, balkanska globalizacija. Ne. V bistvu po vojni obdobje je v bistvu za to stvar bil zelo slab. Ne. In se ta stvar ni šla naprej, zato danes nimamo recimo, ker greš v Avstriji, vidiš v Jerharcah mladino, ne.
je stvar šla naprej. Ne. Pri nas pa ta prehod manjka in čim mi zdaj nekaj novega oblečemo, smo predspodobni tisti avstrijski noši ali pa nič. Ne. To je recimo zdaj tle pri nas ena taka posebnost. Ne. Vprašanje, kako bo to naprej pokazalo. Ne. Narodna noša, katera bi bila slovenska, ne, je po moje zelo težko reči, ker s tem omejimo naše bogastvo različnosti, ker imamo toliko različnih pokrajin, pa različnih noš, da s tem, če bi hoteli narediti enotno, bi lahko marsikaj zatrli, ne, ali pa spregledali kakšno tako stvar. Tako da v tem bi vseeno bilo boljše ostane pri tem, da so pokrajina, ne kot slovenska, ne, narodna noša. Neko tenovita. Ne? Ja, težko bi, lik zaradi tega, ne? Ker bi preveč bi se specializirali samo na eno stvar, ne? Bi marsikaj bi se zaradi tega odmaknili. Če gledava recimo na prekmursko, zilsko, beneško, belokranjsko, osrednja Slovenija, ljubljanska, ne? Pa gorenjska, pa sigurno sem še kaj, so toliko različne, ne? Da težko kaj najdemo skupaj. Ne? Narodne noše Slovencev v vseh pokrajin imajo nedvomno močan vpliv na utrjevanje identitete nas samih, pravi dr. Bojan Knific. Zakaj lahko rečemo, da je slovenska narodna noša, ne glede na vse dileme, ki se pri tem pojavljajo, nekaj, kar daje identiteto nam, Slovencem? Tako kot se jezik razvija, tako kot se razvijajo druge kulturne prvine, se je razvijala tudi tako imenovana narodna noša. In prav v povezavi z identiteto, torej z razvojem občutka pripadnosti določenemu prostoru, predvsem pa občutka pripadnosti narodu. In mislim, da to funkcijo more ohraniti tudi v sodobnosti. Ne samo ta tako imenovana narodna noša, ki jo poznamo kot prepoznavno slovensko in tako naprej, ampak tudi druge lokalne različice, ki so se razvile. Jaz mislim, da so ključne za razvoj tega občutka, da ljudje nekje smo, da nekomu pripadamo, da od nekod izhajamo in da to lahko pokažemo tudi svojo preobleko v posebnih priložnostih. Ne gre tukaj samo za skupine, ki se konkretno s tem ukvarjajo, recimo folklorne skupine ali pa posamezniki, ki se srečujejo s to oblačilno dediščino na tak način. Jaz mislim, da tudi v protokolarno rabo bi lahko pogosteje zašla ta podoba. Poznamo župane, ki se oblečejo v neke vrste narodno nošo ali pa neko preobleko, ki kaže to lokalno oblačilno dediščino in dajejo na ta način tudi nek zgled drugim. Verjamem, da ljudje na položajih imajo svojo vlogo v tem in jaz mislim, da bi se Slovenci bistveno več morali ukvarjati z oblačilno dediščino in s prenašanjem prvin iz te oblačilne dediščine v sodobnost. Tukaj so modni oblikovalci, tisti, ki bi lahko naredili pomembne korake k temu, da bi prvine iz nekdanjega oblačenja Slovencev kot identitetne prvine prišle tudi v sodobno modo. So poskusi bili zelo zanimivi narejeni z idrijskimi čipkami, pa tudi s kakšnimi avbami v sodobnem oblačenju, ampak mislim, da je tega še zmeraj bistveno premalo in da bi mogli bistveno več delati na tem, da bi se Slovenci tudi z oblačenjem, sodobnim oblačenjem lahko pokazali in predstavljali kot Slovenci. To je bila oddaja Mejniki identitete o slovenski oblačilni kulturi in narodnih nošah. O tem so govorili etnolog in kustos Tržiškega muzeja dr. Bojan Knific, šivilja narodnih noš Tončka Trček in čevljarski mojster Primož Štajner, ki je izdelal vse, kar je pri noši usnjenega. Oddajo sva povezovala Jure Franko in Mateja Perpar. Tonski mojster je bil Franci Moder, avtor oddaje je Ivan Merljak. Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radiotelevizije.